Novi zakon o varstvu javnega reda in miru tudi v novi verziji ne dovoli, da bi z glasnim radijem, televizorjem ali glasbili motili sosede. Doda pa jasno izjemo. Po amandmaju Svobode in Socialnih demokratov ravnanje ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe naprave oziroma glasbila ne presega ravni, ki je značilna za njegovo običajno uporabo. To sicer ne prinaša nič zares novega, že brez tega besedila v pravu velja zakon o sorazmernosti. Stvar je prepovedana le, če nesorazmerno moti sosede. Praksa sodna temu pritrjuje. No, tudi nova dikcija nekaterih nejasnosti in nelogičnosti ne odpravlja čisto. Najprej, zakaj zakon čez dan prepoveduje le uporabo ozvočenja in inštrumenta? Medtem pa dovoljujemo uporabo drugih hrupnih naprav, naprimer kot je košnja trave in tako naprej, kajti to je dovoljeno. Zato smo tudi dali v ta člen amandma, da bi ob nedeljah in praznikih bilo prepovedana košnja trave in pa drugih opravil, ki niso nujna. Druga težava pa je, da amandma govori o glasnosti, ki presega običajno uporabo inštrumenta. Ampak običajna glasnost recimo klavirja ali pa bobnov je v praksi nekaj čisto drugega. In na koncu mora iti za to, da je policija tista, ki je dolžna oceniti, kakšen zvok velja za običajnega v naselju, kaj pa je res že pretirana motnja. So pa v SDS predlagali še eno zanimivo izjemo – klopocce. Ti so del lokalne tradicije. Se pojavlja v praksi problem, da potem imetnike teh klopotcev, lastnike teh klopotcev prijavlja policiji. In po njihovem predlogu naj bi klopotci dobili podoben položaj kot denimo cerkveni zvonovi in bi lahko klopotali tudi ponoči.